Najlepša hvala. Dober dan, oziroma čeprav razumem, glede na včerajšnji zvečer, dobro jutro še enkrat. Ko smo konec avgusta pred 2 leti na sestanku Združenja splošnih knjižnic in pa Izuma v Grosuplju slučajno ugotovili, da obstaja tehnična možnost, da dobimo javno platformo za izposojo e-knjig kot derivat projekta e-torba, smo na združenju to možnost resno in zelo hitro zagrabili. V slabem mesecu in pol smo na združenju določili izhodišča, torej neke temelje, na katerih želimo graditi novo platformo za izposojo e-knjig, danes znano kot platforma Cobiss-Ela. Prvi dve izhodišči sta na nek način povezani. Želeli smo si, da zgradimo javni servis, ki bo neposredno povezal splošne knjižnice in pa založbe, torej brez posrednikov in posledično brez provizij. Povezana sta pa tudi tretje in četrto izhodišče, enakopraven dostop do knjižničnih storitev in enakomeren razvoj knjižnične dejavnosti. To nam namreč nalagajo tudi aktualna priporočila in standardi v splošnih knjižnicah. Predvsem pa sta bila kriterija enakopravnosti in enakomernosti v takratnem sistemu izposoje e-knjig popolnoma prezrta. Razlika med največjo in najmanjšo splošno knjižnico je bila 1:20 v dostopnosti e-gradiva za uporabnike. In to se nam je takrat zdelo popolnoma nesprejemljivo. Še zadnje izhodišče, meni najbolj ljubo in na katerega sem najbolj ponosen, pa je deležniško zavezništvo. Torej zaveza, da bomo platformo gradili in razvijali v dogovoru z vsemi deležniki, misleč predvsem na Izum, založbe in pa knjižnice. Z deležniškim partnerstvom smo začeli že na začetku, torej že v razvojni pilotni fazi projekta. K sodelovanju so bile povabljene popolnoma vse splošne knjižnice, odzvalo se jih je 18, pri razvoju pa so sodelovale založbe Mladinska knjiga, Družina, Miš, Pivec in pa založba Goga. Tako nas je 18 splošnih knjižnic in 5 založb, ki skupaj predstavljajo približno 1/3 produkcije knjig, testiralo razvojne verzije platforme ter Izumu predlagalo popravke. Skupaj smo se tudi 3. aprila letos odločili, da je dovolj testiranja ter da gremo čimprej zares. Pred javnim povabilom ostalim založbam, da se pridružijo Cobiss-Ela, pa smo se pilotniki tudi skupaj dogovorili za poslovno in celovno politiko platforme. Oziroma smo se dogovorili za koeficient ene izposoje, ki je vezan na maloprodajno ceno e-knjige ter velja za vse partnerje v platformi Cobiss-Ela. Priznam, da ni bilo vedno lahko verjeti v deležniško zavezništvo. Predvsem v prvih tednih po lansiranju platforme, torej konec junija, ko smo bile tako knjižnice kot založbe na preizkušnji. Vsaj za zdaj zavezništvo za javno platformo za izposojo e-knjig med založbami in knjižnicami ostaja. Trije okviri delovanja Cobiss-Ela. Prvi okvir je organizacijski oziroma kako je platforma organizirana. Nosilec platforme je Izum. Izum skrbi za tehnično programsko hrbtenico platforme, nudi tehnično pomoč deležnikom, torej založbam, knjižnicam, uporabnikom in skrbi za razvoj platforme. Združenje splošnih knjižnic in zanj Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto pa skrbi za deležniško koordinacijo ter agregatorstvo vsebin. Če torej nudi Izum tehnično podporo, nudimo v novomeški knjižnici poslovno podporo in če Izum skrbi za razvoj platforme, mi v Novem mestu skrbimo za razvoj celotnega področja izposoje e-knjig. Drugi okvir je poslovni okvir. Naj spomnim na 2 izhodišča, javni servis in pa neposredno sodelovanje z deležniki. Ti 2 izhodišči in dejstvo, da smo Cobiss-Ela vtkali v naše redna delovanja in redna financiranja, nam omogočajo, da platforma deluje popolnoma brez provizij za založnike ter brez stroškov za delovanje platforme, ki smo jih v prejšnjem sistemu plačevale knjižnice. Drugi del poslovnega okvirja pa predstavlja model po angleško paper loan oziroma model plačevanja po izposojah oziroma plačilo ene izposoje. Izhodišči enakopravnosti in enakomernosti sta lahko uresničena samo, če imajo vsaj na papirju tako člani Mestne knjižnice Ljubljana kot največje splošne knjižnice ali pa člani Ljudske knjižnice Metlika kot ene najmanjših enak nabor naslovov e-knjig za izposojo. Naj spomnim, v prejšnjem sistemu je bilo to 1:20. Model plačilo ene izposoje tudi omogoča, da ima knjižnica, če to seveda se sklada z njeno nabavno politiko,
v svojem portfelju popolnoma vse naslove e-knjig, ki se nahajajo v Cobiss Ela. V sistemu, kjer smo knjižnice kupovali 52 izposoj vnaprej, je imela povprečna splošna knjižnica v svojem portfelju samo 22,6% razpoložljivih naslovov oziroma vsak 4,43 naslov na trgu. Model plačila eno izposoje seveda ni brez napak. Marsikateri tuj distributer takega modela v svojih pogodbah še ne predvideva. To je izziv, ki nas čaka v naslednjem letu oziroma v naslednjih letih. Tretji okvir pa je pravni okvir. Trenutno v Cobiss Ela sodeluje več kot 60 knjižnic in več kot 50 založnikov. Če bi pravni okvir za avtorske pravice in izstavljanje računov vezali na pogodbo, že zdaj govorimo o več kot 3000 pogodbah. Predstavljajte si, da eno določilo spremenimo in potem gremo popravljati 3000 pogodb. To seveda ni vzdržno. Rešitev smo našli v splošnih pogojih, torej platforma ima splošne pogoje, v katerih so definirana medsebojna razmerja med deležniki in vsak, ki želi v platformi sodelovati, podpiše izjavo, da se s splošnimi pogoji strinja. Splošni pogoji pa so živa stvar in se lahko, kakor platforma raste in se razvija, tudi dopolnjujejo. Torej, organizacijski, poslovni in pravni okvir. Koeficient ene izposoje. Torej, Cobiss Ela temelji na modelu plačilo ene izposoje. Vrednost ene izposoje pa je bilo potrebno uniformirati oziroma narediti univerzalno. V Združenju splošnih knjižnic se nam je zdelo prav, da vrednost ene izposoje vežemo na maloprodajno ceno e-knjige. Še bolj pa se nam je zdelo prav, da vrednost oziroma koeficient določimo pravično za vse deležnike v zavezništvu. Tako smo na podlagi 3 let, na podlagi 750 000 izposoj e-knjig med leti 2021 in 2023, po 2 različnih postopkih izračunali realen koeficient oziroma vrednost ene izposoje v prejšnjem sistemu. V prvem modelu oziroma postopku smo na podlagi 750 000 izposoj izračunali povprečen prihodek založnika na eni izposoji. To je med leti 2021 in 2023 znašal 0,69 evra in ob povprečni ceni e-knjige v tistem času 18,85, to pomeni, da je bila ena izposoja vredna 3,66% maloprodajne cene. V drugem modelu oziroma postopku pa smo na podlagi 37 000 licenc, kar je skoraj 2 milijona potencialnih izposoj, izračunali uspešnost zadetka potreb uporabnikov. Torej, kako smo bile knjižnice uspešne pri predvidevanju okusa naših uporabnikov, ko smo vnaprej kupovali 52 izposoj. Izkazalo se je, da smo bili bolj uspešni od splošnega občutka, saj se je v povprečju porabila vsaka 2,56 potencialna izposoja. In glede na pravilo 52 izposoj in provizij, lahko potem retrogradno izračunamo, da je bila ena izposoja vredna 3,69% maloprodajne cene e-knjige. Izračune smo predstavili tako knjižnicam kot založnikom in skupaj smo se odločili, da bo začetno pravilo določanja cene ene izposoje, da je maksimalna višina ene izposoje lahko 3,85% maloprodajne cene ali 1,26 vrednosti e-knjige. Kot sem že omenil, novomeška knjižnica nudi stalno poslovno podporo deležnikom v sistemu. Posebno pozornost pa namenjamo knjižnicam, predvsem knjižničarjem na izposoji, saj so oni prva linija platforme in morajo biti največji zagovorniki Cobiss Ele. Tako smo v maju, še pred lansiranjem platforme, organizirali 10 delavnic, ki se jih je udeležilo preko 400 knjižničarjev, kar pomeni vsak 3. zaposleni v splošnih knjižnicah v Sloveniji. Še 2-krat pa smo imeli posebne predstavitve za direktorje splošnih knjižnic. Z delavnicami in izobraževanji nadaljujemo tudi jeseni. Na delavnicah predvsem želimo opolnomočiti knjižnično osebje, predvsem na področjih rokovanja z aplikacijami, rokovanja z bralniki ter pogostimi vprašanji in zatiki uporabnikov. Vsaka knjižnica v sistemu pa ima od poletja tudi lastnega koordinatorja Cobiss Ele. Koordinator koordinira dejavnosti platforme v knjižnici ter skrbi za nemoteno komunikacijo med knjižnico in med platformo.
Knjižnice oziroma koordinatorji pa imajo na voljo tudi nabor PR orodij za promocijo platforme. To so tipske izjave za javnost, tipske e-novice, mailingi, objave za spletna družabna omrežja, promocijske fotografije in videi ter predlogi za bralne sezname. Na hitro bi se rad še dotaknil odgovorne in varne rabe zaslonov. Kot deležniški koordinator in agregator se v knjižnici Mirana Jarca Novo mesto zavedamo odgovornosti do uporabnikov in seveda nevarnosti nekemičnih odvisnosti. Zato nenehno poudarjamo, da sledimo in priporočamo uporabo zaslonov glede na smernice NIJZ. In sem sodi tudi priporočilo, naj se e-knjige berejo predvsem na e-papirnatih bralnikih. Predstavitev končujem z mojo osebno vizijo, da si želim in delam na tem, da bo COBISS ELA postala katalizator in temelj trajnega zavezništva deležnikov knjige za strateško, dolgoročno naslavljanje bralne kulture ter popularnosti branja.